Wow, kakšen lep uvod. Dober, ne? Živo, Tare. Čau. Živo. Ne bomo začela s Kingstoni. Gremo Kam? zelo daleč nazaj. Madonna, se že Kingstoni smo že kar stari, ne? Še dlje ali kaj? Še dlje. Okej. Kjer se je zgodba najbrž začela. Ne vem, lahko pa se je že tudi prej začela. Ne? Ker če omenim Kuzle, recimo, ne? Ja, absolutno. Je to začetek ali je bilo še kaj prej? Ne boš verjel, še en band prej. Dajno. Ja, bil je to en band, ki smo preigravali komade, rečemo Status Quo, Rolling Stones in te zadeve. In pol takrat se je zgodil ta punk in jaz sem prišel med neke druge prijatelje, oni so to špilali, meni je bilo super in smo začeli igrati komade od Ramonsov in Sex Pistols in te stvari. In takrat pol kmalu sem začel pač se avtorsko udejstvovati in sem delal te komade za Ampak je bil preskok iz Kuzle. tistega, bi rekel, rock'n'rolla. rečemo klasičnega rock'n'rolla, ne? Polej, takrat mislim tudi nismo bili neki hudi perfekcionisti, te smo tudi tiste komade od Stonesov in Status Quo igrali še kar tak na hard, tako da ni bil tako hud preskok, ne. Smo poslušali prej drugo muziko, ampak tle smo se pa nekako našli, ne, v teh triakordnih komadih. Kaj punkarti so bili kakšen vzor ali... Se spomnim, ko so punkarti izdali ta prvi album Dolg Cajt, da ga je naš pevec prinesel iz Ljubljane, čist svežga in to je bilo prav... Ljubljanski psi, ne, se spomnim. Ljubljanski psi so bili pa v tem, bom rekel, smo bili v tej skupni eri, no. Dobar dan, Ja. živijo. Hvala. Hvala. Hvala lepa, hvala. Kaj punk je gibanje, ne? A si tudi verjel v to gibanje, si bil del te... Mislim, ali je bilo to samo Ne, mislim, da iz punka mislim, da sem potegnil enih zelo stvari, nekih načel, nekih vizij, nekega razmišljanja, ki še zdaj stojim za njimi in mi je, se pravi, kaj s tem, da se postaviš zase, da je neki, kadar je potrebno neke vrste, recimo lahko bi temu rekel upor, kakorkoli že, pa da zmeraj iščeš neke nove stvari, ker tudi mi, takrat, ko je prišel punk, ne, to je bilo v enem letu, si slišal 30 novih stvari in 30 različnih stilov, pa se, ne vem, se je zgodil ska, pa new wave, pa in to smo srkali to muziko in to valjda ti nekaj ostane, ne, in to je bilo zelo, zelo zanimivo obdobje, no. Zakaj se je nehalo? Zakaj se je nehalo? Tako kot ponavadi, ne. Šli smo v vojsko, ne. Je bilo, ko smo prišli z vojske, smo rekli, da se nam pa ne da to več delati, pa smo se malo razkropili, čeprav smo še vsi... Kdaj je bilo to pravzaprav ta... To je bilo 82. 82. V bistvu takrat mi smo kot Kuzle smo nastopali 80 do 82, v tem času smo naredili 40 do 50 komadov in ki smo jih zdaj leta 2011 smo jih tudi na novo posneli in izdali long play, tako da je to ostalo, ne, za zgodovino, ne. In še zdaj marsikatero od tistih komadov starih stoji tako tekstualno kot glasbeno. A se motim ali ne, je bila dolg časa neka pauza, ne? Se Kingston se ni tako hitro, ali se je pojavil? Ne. To je bila dolga zgodba. V bistvu pol je bilo bolj tak nekaj malo tu, malo tam, nič kaj posebnega. Je pa v Idriji tam okoli 90, malo kasneje, oziroma takrat so se bolj začeli pojavljati skupina Continental v Idriji, ne, v kateri je bil tudi pevec skupine Kingstona, ne, in oni so takrat je spet njihov basist šel v vojsko, pa so rekel, če je prišel jaz in takrat sem šel pač iz kitare na bas kitaro in nekaj časa smo igrali kot Continental, pa sem pa prilagal, pa dajmo nekaj narediti avtorskega, ki bo, ne vem, bolj zanimivo, pa jaz uživam v ustvarjanju komadov, ne, to mi je ono... Čekaj, tebi je melodija pomembna, ne? Kako? Melodija ti je pomembna, vsaj Vse mi če je sklepam na vse te uspešnice. Vse mi je pomembno, celoten paket, ne. Ja. Najrajši najprej, recimo, zdaj, če poslušam oziroma gledam kakšne druge komade, najrajši mi je bilo zmeraj prebrati besedilo, da sem vedel, za kaj se gre in če je bilo to še zapakirano neko dobro muziko in aranžman, je bilo to top, ne. Pol se je pa zgodil ta Kingston, ne? Svetovni Kingston, ki se je katapultiral res v sam vrh slovenske pop glasbe, rečemo pop, ja. Pop, seveda. Ampak s pridihom bilo je malo tega, se mi zdi, malo spogledovanja z, rečemo, reggae muziko, tako. Veš kaj, takrat, ko smo mi začenjali kot Kingston, je bilo
so bili zelo popularni, recimo UB40, ne, ki so izdali takrat že drugi album Prired, pa prvi, potem so bili tele Inner Circle s komadom Sweat, Ala Long, in to je bila muzika, ki smo jo, ne vem, z veseljem smo igrali, bila nam je blizu, pa tega noben ni igral še tle tako bolj konkretno, da bi se prav nekdo vrgal v to smer, zato smo tudi rekli, pa dajmo biti Kingston, ne, in pa to ime je kar ostalo. Tako da, kaj se moram reči, da je res, tisti prvi začetki so bili nekje tam leta 94 in moram reči, da takoj so se začele dogajati stvari, kar nam je bilo super, še sami nismo vedeli, kaj se dogaja. Komadi so se lepo vrteli na radijih in vse je zalaufalo tako, ko je. Je to bil še čas, ko je še bilo... Jaz mislim, da smo mi... Ko je slovenska ta glasba še imela. Jaz bi rekel, da smo mi, se pravi, v tistih letih od 94 pa naprej, da smo še ujeli ta vlak, ki se je res, bom rekel, smo se vrteli povsod, bili smo na teh festivalih in glej, povsod se je stvar dobro rolala in vrtela. Zdaj, tako je, ko smo enkrat na Melodijah morja zmagali s komadom, ko bo padal dež, so se stvari seveda še malo bolj odprle, pa je prišla pa cela ulica nori, pa je pa vse norelo. Je bilo pa itak še boljš. Bili so pa super cajti takrat, da vem, kak je bilo še prej, ko si ti bil v drugih, ampak takrat, ko smo mi pač imeli te ulice pa to je bilo recimo, imel si ene 3-4 glasbene oddaje, recimo Poglej za Deni, Mario, in tako pop and roll, ne vem, roka. In se pravi, ko si ti imel nov komad, si se pojavil po vseh teh oddajah in si v bistvu na nek super način spromoviral svoj nov komad, vsi so te videli in velikrat se je zgodilo, recimo v nedeljo zvečer smo bili v nedeljskih 60, ne vem, v ponedeljek so že vsi klicali za nastope, tako da je bilo res tak zanimivo obdobje, ki pač zdaj pač pa ni več tega možno že dolgo časa, ampak se pravim, za nas to niti ni toliko, ampak za te, ki prihaja, pa to je še kar slabo. Katastrofa, pravzaprav, ni enostavno, ne. Ni enostavno. Ti imaš lahko dobro pesem. Ja, tudi je vsak je dost. Ne, niti ni glasba več toliko. Pa lej, se ti pravim, jaz ko spravim, če bi obveljala nasplošno taka glasbena politika, nasplošno govorimo o Sloveniji kot zdaj, mislim, da tudi nikoli ne bi imeli evergreenov, kot so bili od Prizme, Bazarja in ne vem koga še, pa tudi recimo do cele ulice nori, ker enostavno ljudje teh komadov ne bi imeli kaj slišati. Ne. Ker se pač so zdaj drugi časi, to razumemo, da se spreminja, vse je bilo nekako drugačno. No pa, če te zdaj malo drugače vprašam, kaj misliš, da bo ostalo zdaj govoriva o skladbah, ki so bile Ja, te skladbe bojo ostale. 20-30 let nazaj in so še vedno jih bendi preigravajo, recimo kjerkoli že, morajo zaigrati te hite, ker drugače nimajo, ne? Ne, se pravim, gledaj. Kaj bo pa čez 30 let od komadov, ki zdaj nastajajo, recimo? Po mojemu bojo ostali te, ki smo rekli, pa ne vem, večera se naša fešta, a ne? Zdaj si načel na čudno temo. Ja, lej. Ne, hočem reči tako, da itak je zdaj toliko ponudbe muzike povsod, da tu se vsak sam odloči, kaj bo poslušal, tu nimaš kaj, ampak te komadi, ki so prej govorili, tu bo pa, mislim, da bo kar ostala, kar se vidi tudi zdaj, recimo mi smo ogromno na terenu, ne? Mi igramo pač vsak vikend in ti komadi še živijo in to je lepo, ne? Ko slišiš, tudi recimo, ko slišiš, kamorkoli prideš. To je 20 let staro, ne, v bistvu. 20 še več. Se so naši komadi stari, no, nekateri 20. Ne, govorim, pa tudi, rečemo, ko prijemo z našimi komadi, poznajo, ne vem, tiste prve, ko bo padal dež, tudi pač mladina, ki ne vem, če so sploh bili že rojeni. Rojeni, ne, seveda. Dober občutek, ne. Je pa to, da skozi pač gradimo in delamo in... No, o tem bova še debatirala v drugem delu najnega pogovora, ampak Kingston, ne, če ostaneva še malo pri Kingstonu. Vi še zmeraj na polno delate, ustvarjate, prihajajo novi komadi. Ja, v bistvu mi se pravi, zdaj kot Kingston delujemo 23 let, v tem času smo izdali, ne vem, 7 ali 8 CD-jev, dokler so bile prodaje CD-jev še super, so bile vse neke zlate, platinaste naklade in je bilo res. The best, drugače pa zdaj zadnjih, ne vem, 10 let pa vsako leto izdamo en komad, ki mislimo, da je čist dost,
itak več kot toliko ga nimaš kje niti slišati, ampak takrat, ko naredimo komad, se potrudimo, pa naredimo in video spot, damo seveda na vse ti socialne medije in YouTube in ko pa vem še. In seveda največji, najboljše je videti polun rezultat, ko greš na koncert, da publika ta komad poje s tabo, oziroma ga pozna in to je res največji užitek. No. O vsem in še več po kavici. Okay.